Zveza Slovencev na Madžarskem je v Slovenskem kulturnem in informacijskem centru v Monoštru organizirala forum, na katerem je slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš-Kiš predstavila svoje delo v minulem letu. Njeno delo je vezano na eni strani v parlamentu in institucijah v Budimpešti, ter na drugi strani slovensko skupnostjo v Porabju, za katero se trudi zagotoviti finančne vire za nemoteno delovanje. Erika Köleš-Kiš. Ko sem jaz začela s delom, katero sem sprejela kot zagovornica v madžarskem parlamentu, sem si sama predstavljala, da vse tiste možnosti, katere jih ponujajo različne zakonodaje in različne možnosti za narodnostne skupnosti bom izkoristila. Seveda to ne gre tako, da človek ne gre za tem, to je lobiranje, močno lobiranje, ampak se pa splača, ker v zadnjih letih je madžarska vlada imela kar lepi posluh do naših vprašanj in prav zaradi tega smo veliko tudi lahko dosegli. Med drugim smo se trudili, tudi sama sem se začela truditi na tem, da bi zagotovili nekakšno možnost na gospodarskem razvoju slovenskega Porabja in končno smo kot pilot projekt lahko uvedli projekt za gospodarski razvoj slovenskega Porabja, katero je madžarska vlada 19. leta podprla z odločbo in preko katerega smo dobili 4x700 000 evrov in ta denar se seveda kaže na naši inštituciji in seveda za naše posameznike je kar velikega pomena. Večina politikov je sprejelo, da narodnosti so vrednota celote družbe, madžarske družbe, prav zaradi tega imamo tudi podporo. Sigurno so taki, kateri bi rekli, da zakaj, saj to niso Madžari, ampak večina pa res podpira narodnostno vprašanje in sploh od sprejetja zakona za narodnostne pravice z leta 2014 smo nekako prišli do, ne bi rekla osredje, ampak velikokrat več pozora imamo, kot smo ga imeli prej, s tem, da za našo prisotnost v madžarski državi imamo konkretno mesto, smo državljani Madžarske, ampak smo pripadniki ene druge narodnosti, mi slovenske narodnosti in že temeljni zakon že v preambulumu pove, da smo del madžarske politične družbe, ampak smo pa, imamo svoje pravice za ohranjanje svojega jezika in kulture in to Madžarska podpira. V Porabju delujeta dve krovni organizaciji Slovencev, Zveza Slovencev na Madžarskem, ki se v glavnem financira s strani Slovenije, ter državna slovenska samouprava, ki jo financira madžarska vlada. Kakšno je sodelovanje in kaj je naloga parlamentarne zagovornice Slovencev v Budimpešti? Med pripravo proračuna vsako leto sodelujemo tudi kot odbor za narodnosti, katerega sestavljamo vsi zagovorniki, zagovornice in pa Nemci imajo polnovrednega poslanca. In pri tem imamo možnost izkoristiti svojo prisotnost, tudi pri tem, da zahtevamo toliko denarja za našo državno slovensko samoupravo in pa seveda tudi za druge, za lokalne samouprave, iz katerega lahko delujejo. Treba je vedeti, da naša slovenska državna samouprava ima tudi svoj urad. Imajo v uradu sodelavce, ki vodijo delo na različnih področjih. Seveda je treba za njih zagotoviti plačo. Imajo tudi različne inštitucije, katere vzdrževanje je
delo državne slovenske samouprave, kot naprimer Kuharjeva spominska hiša, tudi s sodelavko, ampak tudi stroški, ki vzdrževanje zahteva, ali pa monošterski slovenski radio, kateri tudi ima svoje sodelavce in različne stroške. Tukaj se je treba boriti, da za njih zagotovimo enkrat za delovanje dovolj denarja, ali pa tudi za razvoj, naprimer radio je ena tehnična zadeva, kjer se stvari hitro starijejo in prav zaradi tega je treba kaj zamenjati. Veliko denarja smo vložili, naprimer v razvoj slovenskega radia v zadnjih letih. Tudi moram opozoriti, o kateri stvari niti nisem govorila tukaj na forumu, da za naše šole, katere so tudi v vzdrževanju državne slovenske samouprave, madžarska vlada zagotovi dodatni denar. Zagotovo je ena od primarnih dejavnosti Erike Kuleš-Kiš ustvariti pogoje, da se uporabi ohranita slovenski jezik in kultura, kar pa bo iz leta v leto težje, če ne bo razvoja porabja tudi na gospodarskem področju. Prav zaradi tega se borimo vsi skupaj, ki imamo kakršnokoli možnost za to, da za naše mlade ljudi ali pa za starejše tudi, ker veliko ljudi odhaja na delo v Avstrijo, zagotovimo možnosti, da se lahko zaposlijo tukaj v našem okolju. Na tem moramo še veliko delati, zagotoviti delovna mesta enkrat v samem mestu Monošter, kjer bi za ženske vsekakor potrebovali nekakšna delovna mesta ali pa prav na vaseh. Moram pa povedati, da smo veliko delovnih mest ustanovili na narodnostnem področju, katerih prej to pomeni, da v 90-ih letih še nismo imeli, ali pa komaj takrat se je začel en tak razvoj, saj je bila zgrajena slovenska hiša, kjer imamo gostinstvo, na gostinskem področju tudi imamo razpise vedno tako, da z znanjem slovenskega jezika. Sama zveza ima zaposleno par ljudi, državna slovenska samouprava enako, slovenski radio bi še potreboval več sodelavcev, ali pa naprimer imamo muzej Avgusta Pavla, kateri pa ima slovensko zbirko tudi. Za učitelja imamo delovna mesta tudi. Prav zaradi tega se potegujemo za pomoč pri madžarski vladi in pa tudi pri slovenski vladi. Radi bi videli, da mladih podjetnikov je vse več, te podjetnike je treba podpirati, sicer na začetku svojega delovanja, in s tem namenom smo razpisali tudi projekt za podporo teh mladih podjetnikov in upam, da to bomo lahko nadaljevali s pomočjo Slovenije in pa s pomočjo Madžarske. Erika Kuleš-Kiš opravlja to odgovorno delo že 3. mandat. Na srečanju je dala vedeti, da se prihodnje leto, ko so volitve, ne bo več potegovala za mesto slovenske parlamentarne zagovornice. Jaz sem se enkrat odločila, delo je zelo zahtevno, jaz sem vsako leto starejša, tudi zdravstvene težave imam že tu pa tam in pa res, če ne morem 100% opravljati kakršno delo, te rajši ne bom. Želi pa si do konca njenega mandata postoriti še veliko koristnega za slovensko skupnost v Porabju, zlasti na področju prometne infrastrukture ter obnove kulturnih in sakralnih spomenikov.